Pozdravljeni. Na dirki za veliko nagrado Nizozemske smo videli, kako pri skuderiji Ferrari Charles Leclerc ni upošteval ukazov lastnih boksov in tako poškodoval moštvenega kolega. Kaj se je zgodilo in ali so bile pritožbe Lewisa Hamiltona upravičene, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. A verjamem, da marsikdo izmed vas ni razumel, kaj se je dogajalo v skuderiji Ferrari na veliki nagradi Nizozemske. Verjetno je vsakomur izmed nas nekako logično, da si voznika znotraj ekipe skušata pomagati in se ne eden drugega ovirata. In tu moramo citirati Enza Ferrarija. Nekoč je veliki stari dejal, da vozniki pridejo in grejo. Ferrari ostaja. A na veliki nagradi Nizozemske smo videli voznika Ferrarija, ki je moštvenemu kolegu, drugemu vozniku Ferrarija, nekako metal polena pod noge, tako hudo, da je seveda slednji izgubil teoretične možnosti boriti se za tretje mesto. A zgodba je malce bolj kompleksna, kot se zdi na prvi pogled. In ker verjetno marsikdo izmed vas meni, da imam jaz osebno nekaj proti Charlesu Leclercu, bomo danes pogledali zadeve bistveno širše, kot je to zapisano na mnogih člankih, ki jih je mogoče zaslediti na tistih virih, ki jih mi navdušenci običajno prebiramo. Pogledali si bomo celovito dogajanje in skušali razumeti, kaj se je zgodilo. In tu ne bomo samo koncentrirani na tiste izjave, ki smo jih slišali po radijskih zvezah, ampak si bomo ogledali še marsikaj drugega. In poudarek pri radijskih zvezah bomo dali tistim komunikacijam, ki jih verjetno nismo slišali. Sedaj z Lewisom Hamiltonom se lahko strinjamo ali pa ne, ampak bistvo vsega dogajanja je skrito drugje. A treba je najprej povedati, da si moramo situacijo ogledati tam nekje od 35. kroga naprej, kjer lahko vidimo po uradnih časovnicah, da sta bila George Russell in Charles Leclerc en z drugim. In tudi razlika med njima je bila zanemarljiva. Charles Leclerc bi lahko prosto napadal Georgea Russella in verjetno to je tudi poizkušal. A tu se moramo ustaviti pri prvi pomembni komunikaciji, ki jo je dobil Charles Leclerc. V 40. krogu so mu iz boksov sporočili, naj se ne ustavi v istem krogu kot George Russell. Prevedeno, naj naredi nasprotno od onega, kar bo napravil voznik tovarniške ekipe Mercedes. Torej, če se v 40. krogu Russell ustavi, mora Leclerc iti naprej, in če gre v 40. krogu Russell naprej, se mora Leclerc ustaviti. In tako je možno interpretirati to sporočilo. In kot dobro vemo, v 40. krogu se je George Russell ustavil na svoji menjavi. Praktično na njegovi zadnji menjavi na veliki nagradi Nizozemske. In tu je seveda jasno, da je Charles Leclerc nekako ubogal tisto, kar so mu sporočili, in odšel naprej.
Ampak verjetno marsikomu izmed nas bi bilo logično, da če se ni ustavil v 40. krogu, da se bo naslednjega v 41., kar se v resnici ni zgodilo. In seveda v 41. krogu tudi nismo videli nobenih sporočil oziroma jih nimamo na razpolago. Ampak v 42. krogu smo lahko slišali, kako je Brian Bossi dvakrat klical Leclerca na postanek. In v nobenem primeru ga ni poslušal. Namreč dejal je, da mora dobiti prednost pred Russelom. In tu lahko pogledamo zopet časovnico. Namreč razumem, da je Charles Leclerc skušal napraviti tako imenovani overcut. Tu je treba povedati, da ukolikor želimo, da overcut deluje, mora voznik, ki je ostal dlje časa na progi, imeti boljše čase od onega, kar dela voznik z svežim setom pnevmatik. In v tem primeru ni bilo niti najmanj tako. Charles Leclerc je bil presneto počasen. Seveda, tu je treba povedati, da Leclerc v tistem trenutku je imel set pnevmatik medium, ki so verjetno bile na koncu svoje življenjske dobe. Ampak tu velja poudariti, da se je Charles Leclerc praktično ustavil šele konec naslednjega kroga, torej konec 43. kroga. Zakaj poudarjam konec? Ker moramo upoštevati tudi praktično izgubo časa, ki jo je imel v že prej omenjenem 43. krogu. In tu bi lahko dejali, da so pri Ferrariju zopet zaspali, da so zamudili pravo priložnost in zadeve, ki smo jih mnogokrat že videli. In lahko bi dejali, da če gledamo iz tega zornega kota, ni nič napačnega, nič kaj takega, kar ne bi že videli. Nažalost, mnogokrat. Težava je nekje drugje. Za Charlesom Leclercem je bil Lewis Hamilton, njegov moštveni kolega, ki je imel bistveno boljši ritem od njega. In če zopet vzamemo tiste uradne časovnice, bomo videli, da Lewis Hamilton je imel ritem približno minute in 16 sekund, kar je bistveno boljše od onega, kar je kazal v tistem trenutku Leclerc na progi. In težava je v tem, da je moral Lewis Hamilton v 42. in 43. krogu voziti za Charlesom Leclercem, ki se ni hotel umakniti, čeprav je vedel, da se bo ustavil in da bo Lewis Hamilton tako ali drugače švignil pred njega. In tu lahko ocenimo, koliko časa je izgubil Lewis Hamilton za Charlesom Leclercem. Namreč vemo, da njegov ritem je bil minuta in 16 sekund ter 0,1, da smo natančni. Tak je bil njegov ritem pred tem, ko je dohitel Leclerca, in takšen je bil njegov ritem tudi zatem. Če malce zaokrožimo, če tu malce posplošimo podatke, ki jih imamo, bomo videli, da je Lewis Hamilton v seštevku 42. in 43. kroga izgubil nekje 2 sekundi v primerjavi s tistim, kar je bil njegov ritem. Ampak tu je treba poudariti, da v tistem danem trenutku je bil George Russell hitrejši, seveda kot Charles Leclerc, ampak tudi kot Lewis Hamilton. Seveda, imel je nov set pnevmatik. Lewis Hamilton je imel bistveno bolj iztrošenega, namreč nataknil ga je tam okrog 25. kroga, če me spomin ne vara. In tu že lahko vidimo, da je Charles Leclerc svojemu moštvenemu kolegu vzel 2 sekundi, ki bi
lahko prišli do izraza v finalnem delu dirke. Ne smemo pozabiti tu na nekaj, da smo imeli v zadnjem delu dirke za veliko nagrado Nizozemske zopet priložnost, ko so se lahko vozniki ustavili in v bistvu porabili manj časa kot na tistem klasični menjavi koles. In oba voznika Ferrarija sta nataknila pnevmatike soft v 55. krogu, medtem ko George Russell je vztrajal na istem setu, ki ga je imel že od kroga 40, kot smo povedali na začetku. In tu smo videli nekaj zanimivega. Namreč kljub bistveno bolj svežem setu pnevmatik, kljub temu, da je imel na primer Lewis Hamilton 2 stopnji mehkejšo pnevmatiko, ni bil sposoben prehiteti Georgea Russella. Seveda, če bi imel 2 sekundi manj zaostanka, bi ga prej dohitel in bi imel več možnosti za napad. Ampak po drugi strani, Charles Leclerc je bil v podobni situaciji in tudi on ni bil sposoben prehiteti Lewisa Hamiltona, kaj šele Georgea Russella. Torej, tu bi lahko po svoje začeli špekulirati, ali tisti 2 sekundi sta bili pomembni ali ne. Vsekakor bi lahko dejali, da ukolikor se ne bi tam okrog 42. in 43. kroga zgodilo tisto oviranje, da bi imel Lewis Hamilton več možnosti, več krogov na razpolago, da bi lahko skušal napasti Russella. In tu lahko začnemo razglabljanje. Zakaj? Je Charles Leclerc v bistvu imel kakšno možnost proti Georgeu Russellu? Videli smo, da ne, da tudi po njegovem postanku v 43. krogu, kljub njegovemu vztrajanju, je prišel nazaj v dirko bistveno za Russellom, z večjim zaostankom, ko ga je imel tam pred krogom številka 40. In tu je treba povedati, da je dobil ukaz strani svojega inženirja, ki ga ni hotel izpolniti. In verjetno se bo marsikdo sedaj spomnil, da je Charles Leclerc pogostokrat vpleten v razne dogodke, ki so od nesreč, trkov pa do podobnih oviranj bili pogosti s svojimi moštvenimi kolegi. Govorim o Sebastianu Vettelu, govorim o Carlosu Sainzu mlajšemu in govorim tudi o Lewisu Hamiltonu, da ne bo pomot. In tu verjetno Hamilton v frustraciji, ko je videl, da so pri Ferrariju zapravili možnost, je o radijski zvezi povedal kar nekaj krepkih, ampak zavedati se moramo, da v takšnem trenutku ni bil politično korekten in je povedal točno tisto, kar si je mislil. Težava je v tem, da se z njim strinjam, da so pri Ferrariju napravili napako, da je Charles Leclerc oviral Lewisa Hamiltona brez potrebe. Samo zato, ker je želel biti pred svojim moštvenim kolegom, kar je morda nekaterim bistvo dirke, ampak bistvo dirke so zmage. Pri tovarniški ekipi Mercedes so v nadaljevanju zamenjali mesti med Georgeom Russellom in Andrejo Kimijem Antonellijem. Antonelli je prišel za Russella z bolj svežim setom pnevmatik, ki so bile tudi mešanica soft. In seveda prihajala sta v ozadju že prej omenjena Hamilton in Leclerc. Ukolikor bi pri Mercedesu vztrajali, podobno kot pri Ferrariju, bi Russell zadrževal Antonellija in Antonellija bi ulovil Hamilton ter njega začel ogrožati. Jasno je pri tovarniški ekipi Mercedes, da je Antonelli vodilni v skupnem seštevku, zato so ga spustili naprej, da ni bil ogrožen strani onega, ki je drugi na lestvici. In to je nekaj, kar ekipe
Formule 1 počno. No ja, skoraj vse. Pri Ferrariju, voznika, ki je bil do konca velike nagrade Nizozemske na drugem mestu, niso znali spraviti v nek prednostni položaj. Zakaj? Ker se Charlesu Leclercu to ni ljubilo. In kaj bi morali storiti, da bi zadeve izvedli nekako v najboljšem primeru? Prvič, Leclerc bi se moral ustaviti v 41. krogu. Takrat je bil Lewis Hamilton še relativno bolj zadaj in ga Leclerc ni oviral, vidimo iz tabele časov, in upošteval bi točno tista navodila, ki jih je dobil s strani svojega inženirja. V 40. krogu so mu dejali, naj naredi obratno, kot bo storil Russell. In seveda to je izvedel v 40. krogu. Ampak to implicitno pomeni, da v 41. krogu gre na menjavo in tako praktično ne izgubi s počasnim ritmom časa, ki ga je izgubil, in v drugi točki ne ovira Hamiltona. Ne smemo pozabiti s tem svojim vztrajanjem, da mora biti na progi, je Leclerc škodil Hamiltonu in je škodil tudi sebi. A o tem marsikdo ne govori. In tu je treba povedati, da glavni v navednicah krivec za nastalo situacijo je po mojem mnenju Frederic Vasseur. Namreč od njega nismo slišali niti ene besede po radijski zvezi. Predstavljajte si, kaj bi napravil Zac Brown, kaj bi napravil Toto Wolff, kaj bi napravil marsikateri drugi pravi šef ekipe. Leclerca bi poklical po radijski zvezi in mu zaukazal, naj pride na menjavo, drugače bo naslednjo veliko nagrado, na primer pri ekipi Haas, in da bo v Ferrariju nadomestil Oliver Behrman. Tako kot primer. A dejstvo je, da Charles Leclerc želi biti prvi pri Ferrariju. Ne prvi na skupni razvrstitvi, ampak samo najboljši voznik Ferrarija. Tokrat vidimo po lestvici, da je Lewis Hamilton pred njim. In tudi na dirki smo videli, da je bil boljši. Če smo do konca iskreni, tudi na kvalifikacijah za veliko nagrado Nizozemske. In tu je tisto, kar je po mojem mnenju sporno. Da je Charles Leclerc nekdo, ki si misli, da je malce bolj pomemben od skuderije Ferrari. In tu se moti. Namreč, kot sem že omenil na začetku prispevka, vozniki pridejo in grejo, Ferrari ostaja. In voznik, ki škodi Ferrariju v tej ekipi, po mojem mnenju nima kaj iskati. Pa tudi, če je na njegovem računu največ štartov v zgodovini za to znamenito ekipo. Ne gre za napako, ne gre za to, da bi spregledali neka dejstva, gre po mojem videnju izključno za to, da so praktično nekateri užaljeni, če je Lewis Hamilton pred Charlesom Leclercem. In podobno smo videli, kako so mnogokrat v času Carlosa Sainza mlajšega slednjega oddelili od Charlesa Leclerca z slabšo strategijo, z slabšim izborom kroga, z slabšimi potezami, ki so zadeve uredile. In podobno je bilo tudi v času Sebastiana Vettela. Čeprav smo takrat videli tudi medsebojne trke, kjer pa, uganili ste, nikoli ni bil kriv Charles Leclerc. Verjetno marsikateri navijač tega voznika bo razočaran, ampak videli smo, da so številke tiste, ki pravijo, da bi moral Charles Leclerc se ustaviti v 41. krogu, tako bi rešil svojo dirko in tako ne bi oviral Hamiltona. Kdo je ostal zunaj še 2 dodatna kroga? Leclerc po lastni izbiri. In tu mu sam ne najdem
prav nobenega izgovora. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.